smo veseli vsakega povabila, vsakega govora, vsakega dogajanja okoli zvezi z gensko spremenjenih organizmov, kajti to je zelo zapletena tema, prebivalstvo in potrošniki je ne razumejo prav dobro in tukaj politika igra po mojem na ravni EU, pa tudi na svetovni ravni, tam, kjer se vse odloča, to vemo, ne, da je Svetovna trgovinska organizacija, igra neko, kako bi človek rekel, da bi izgledalo ne tako hudo, kot v bistvu je, packasto vlogo. Ne. To je bilo kot včasih v stari Jugoslaviji, ko Češka Makedonci bo Slovencem prodajali zelenjavo, če bojo vzeli naše hladilnike in štedilnike. Nekaj v tem smislu sedaj nam ponujajo ta GSO in jaz mislim, da je slovenski nacionalni interes, da ne omogočimo GSO ali pa da dobro reguliramo način, kako bo tisti, ki ga želi sejal na tak način, da ne škodi. Ne samo ekološkim kmetom. Glejte, 8100 kmečkih gospodarstev je ta moment v kmetijskem okoljskem programu, potrjenem v programu razvoja podeželja do leta 2013 in tudi z žegnom Evropske unije, to pomeni z njenim 80% sofinanciranjem. Te so življenjsko ogroženi in zainteresirani, da jim GSO ne škodi. Ne? Druga stvar je, poleg ekološkega, integriranega in ne vem kakšnega še, kmetijstva v okoljskih programih imamo tudi slovensko tradicionalno kmetijstvo, ki ljudem veliko pomeni, mojemu očetu, moji mami, moji teti, tradicionalna pridelava hrane, tradicionalne sorte, jih je cel kup, biotska pestrost, eno veliko bogatstvo, pa leta takšnih okusov, mislim, da je lepo živeti na takem svetu. Ne? In sedaj bomo kar naenkrat bili soočeni z nečim, kar ne poznamo, kar se ne da ustaviti, ki bo služilo samo profitu. Mi vemo, da hrana je tista, ki najmanj služi samo profitu od vseh proizvodnih aktivnosti človeštva, da služi še nečemu drugemu. Sloveniji recimo kulturni krajini, čudoviti kulturni krajini, ki je pa tudi neko bogatstvo, kajti v turizmu, ne, vemo, kako je zdaj vstop v EU, 8% več nočitev, 12% več obiskov, torej slovensko kmetijstvo, ne samo ekološko kmetijstvo, sploh kmetijstvo je v porastu in verjamete, da gostje ne želijo tam, kjer je na poljih gensko spremenjen organizem. Tega se bojijo. Ne. Zdaj, v Evropski uniji imamo mi 70 vrst koruze, ne, s tem genom 810, in vsi tej so napirani proti enimičkeni živalci, ki se tiče koruzna vešča, ki v Sloveniji ne dela nobenih problemov. Ne. Ta koruzna vešča ima eno lepo patricijsko ime, Ostrinja nubilalis. Je pa recimo hrana pticam, netopirjem, brezvešč netopiri propadajo in marsikomu. Ne. Torej si moramo predstavljati, da če ena taka majhna živalca dela take probleme na svetovni ravni, ne, in take velike spremembe v načinu mišljenja in delovanja omogoča, kaj bo šele potem, ko govorimo o drugih škodljivcev, bi tudi dosti. Ne? Torej se začne proces, ki ga mi ne bomo mogli več ustaviti. Jaz in ekološki kmeti, in mislim tudi prebivalci Slovenije, pa želimo živeti v svobodni družbi, ker je možnost odločanja in izbiranja. Ne? In torej, zato podpiramo ta moratorij. Če nekaj vam rad povedal, pač v Evropski uniji imamo ta moment 6,3 milijona hektarov pod ekološkim kmetijstvom za nadzorom, ne, in v bistvu tudi z neko dobro perspektivo, ker je to sektor, ki najbolj raste, ki se najboljše prodaja in ki mu neka prihodnost cveti. Ne. In 8100 slovenskih kmetov v okoljskih programih, ne, ki ne smejo imeti GSO-ja. Po drugi strani imamo pa ta moment v Evropski uniji 1100 hektarov posajenih z gensko spremenjeno koruzo, kajti drugega naj ne bi bilo, čeprav se šušlja o soji in o ogrščici dosti, ne? S tem, da ima 65 000 hektarjev Španija, ostalo neki Francija, Nemčija in neke druge države, ampak vse zelo malo. Torej tukaj enostavno ni nobene logike, da bi podpirali nekaj, česar niti ni in česar noben niti ne želi in tudi nobene perspektive glede tega ni. Ne? Sem številko 65 000 Španija, ker prej si rekel 1100, to pomeni 100 000. Ne, 110 000 hektarov je v Evropski uniji sedaj pod gensko spremenjenih organizmih. Torej ni nobene neke take v bistvu logike, da bi mi podpirali zdaj pa uvedbo takšnih organizmov. Ne. Pa še nekaj zelo pomembno, ne, glede tega zakonja, torej predlaganega moratorija, ki se nanaša na direktivo 2001/18 Evropske unije in ki predvideva varnostni zadržek. Ne. Ta direktiva pa govori, povedajte, zelo lepo, ne,
uvaja, torej ta zakon, ta direktiva sveta 2017 navaja načelo previdnosti, presoje posameznega primera, načelo postopnosti, načelo bioetike, sledljivosti, presledljivosti danes sploh niti na ulico več, odgovornosti, skupaj z načelom povzročitelj plača. Torej, če bo meni uničeno kot ekološkemu kmetu ali pa integriranemu ali pa tradicionalnemu kmetu uničeno poslovanje in dober imidž, torej, da ne bom mogel svojega prodati, seveda se mora najti nekdo, ki bo to plačal. Plačal bo pa seveda tisti, ki je to povzročil. Tako v pravni državi deluje. In mi ta moment imamo totalno anarhijo. Moj sosed gre lahko v Italijo ali pa kam drugam, kupi karkoli, naroči po internetu to seme, in ga poseje nikome ništa. In če bom jaz šel potem, če bom zredil in če bom šel mu uničiti posevek, ker mu ga bom sigurno tudi šel, če bom zredil, bom jaz potem kazensko odgovoren, kajti njega nič ne regulira, noben mu nič ne določa, lahko počne, kar hoče. Torej, hoteli smo Evropsko unijo, da bomo imeli neke jasne in transparentne zakone in v kaj padamo v tem primeru? V nekaj totalno nasprotnega.